V našem času smo že velikokrat verjetno slišali to, ne, da učenje, da smo družba učenja, da učenje je vse in da znanje je vse. V resnici znanje je zelo veliko, ni pa vse. Je še marsikaj drugega, kar bi bilo potrebno, da znamo zraven, zato da ta stvar postane podpora za naše življenje. Verjetno še nikoli v življenju oziroma v zgodovini nismo imeli toliko priložnosti in možnosti, da bi se učili in da bi se udeleževali kulturnih dogodkov, ne, recimo. Tudi če pustimo splet, ampak poglejmo samo koliko knjig, koliko filmov, koliko predavanj, koliko dogodkov vseh vrst je vedno na razpolago, tako da človek že ne ve, kaj bi izbiral. In v tej poplavi, v tej veliki poplavi, stopiš v velikansko knjigarno, ne, in tam je morje priložnosti in kaj se takrat zgodi? Pogosto pozabim, kdo sem. In grem k tisti polici, kjer so vse tiste stvari, ki jih največ ljudi bere, se pravi bestselleri, neuspešnice. In če uspešnica pomeni, da je pametno, zato ker če že vsi to berejo, evo, to je tisto stališče, ki se potem ponavadi izcimi iz te naše izgubljenosti. Mi smo vajeni, žal, obveznega znanja in obveznega šolanja, ne. V šoli te niso vprašali, kaj te zanima, so ti povedali, kaj je pomembno, da znaš. In tudi ne v katerem trenutku te zanima, ampak takrat, ko je bilo določeno. In to pomeni, da smo se mi naučili stopati v toke nepripravljene učenosti, kjer ni bilo potrebno izbirati. Je bilo potrebno samo biti zraven in narediti tisto, kar je bilo pričakovano na čim boljši način. In v tisti obliki. Potem, ko se konča obvezno šolanje, naj bi mi prestopili v eno ustvarjalno izobraževanje. To pomeni v moči zbiranja. Moč izbiranja bi pomenila to, da je meni jasno v vsakem trenutku, kaj me v ta trenutek resnično zanima in vznemirja, katero vprašanje je trenutno zame v ospredju. Če grem vase, se vprašam, kaj mene zdaj v življenju najbolj zanima, kaj v tem trenutku jaz potrebujem za razjasnitev ali pa mogoče za podporo ali za tolažbo. Nekaj se v meni dogaja, ker želi en odgovor in ta stik s seboj mi pove, katera je tista smer v mojem izobraževanju in učenju, ki bi bilo dobro, da izsledim. In drugi korak, seveda, da tega ne naredim površno in ravno tako na približno, ampak da se v tisto stvar poglobim. To razpršeno spoznavanje je zelo razširjena zadeva. To pomeni, jaz nekaj pogledam in potem takoj pozabim, ker ni pognalo korenin. In tukaj vidimo, da bi bila mogoče primerna primerjava ali pa metafora neke njive. Torej, če sem jaz njiva oziroma zemlja, imamo določene značilnosti, niso vse zemlje enake in ne more vsako seme vzkliti vsaki zemlji in vzkaliti in pognati korenine. In tudi ni vsak čas primeren, da zato, da na tej zemlji nekaj rase. Jaz ne vem, v kakšnem času sem, jaz mogoče v pomladnem času svojega življenja, v jesenskem, v zimskem, vsi ti časi lahko omogočajo življenje te zemlje in nekaj se dogaja. So stvari, ki rasijo samo po zimi in so stvari, ki rasijo samo pomladi ali poleti. Kakšne, ki rabijo pekoče sonce, kakšne, ki rabijo samo dolgo deževje. To, da jaz razumem, kje sem v določenem trenutku, je zame zelo pomembno. Zato, ker v tem primeru jaz lahko izbiram semena ali tako rečem znanje, ki pade vame in kali in požene korenine in samo kar kali, požene korenine in zarase bo dalo sad. Zakaj mi pravzaprav iščemo znanje, zakaj ga potrebujemo? Da se razkazujemo, da pokažemo, kako smo imenitni, da povemo, da vse to znamo, da drugim povemo, da ne znajo, kar mi znamo? Ali imamo znanje za to, da večamo moč svojega življenja, da se počutimo boljše v življenju, bolj varne, bolj opremljene, da smo kos stvarem? V bistvu kultura je imela ta namen izobrazba na začetku, da človeku ponudi neko orodje, s katerim bo lažje živel. Zakaj pisanje, zakaj branje? Da smo lahko malo boljše razumeli, kako biti bolj svobodni, kako si dati odpreti obzorje in kako najti tisto, kar lahko ovrednoti nas kot svobodnega človeka. Še vedno je tako, še vedno je čas in namen kulture ta. S to razliko, da danes rabimo druga orodja, da razumemo, kaj je potrebno, se pravi moč izbire.
Moč izbire vidimo pri majhnem zdravem otroku, ki je še toliko živ in pristen, da ko ga daš pred velikanski kup igrač, gre tja, si pogleda stvari, mogoče si vzame 2 minuti, tudi 5 minut, da vse pogleda in potem privleče na dan tisto edino, ki ga res briga. In potem se igra dolgo s tisto stvarjo, ker mu je blizu, ker on se uživi in da sebe v tisto in svoje srce in svoje bitje. In torej znanje, v katerega mi ne damo srca in nas ne zajame, nas ne preobrazbi in torej ne steče učenje. Učenje je preobrazba. In torej iščimo moč izbire, s katerim bomo prišli do takega znanja, ki nam to da.